Luko Celje in v mojem imenu, Teodor Mirnic, jaz večinoma poznam. Danes organiziramo 4. seminar 2016 prvega naredil, tako danes je pa 25. je 4. seminar. Še prej bi vas pa predsednik Bojan Andrejašek pozdravil v imenu Aerokluba njegov. Štovane kolegice in kolegi, dobrodošli v Aeroklubu Celje, tradicionalno jadralnem klubu jadralnega letenja. Čez 2 leti praznujemo 100 let, kar se je to jadralno letenje v Celju začelo. Na to smo ponosni in verjamem, da se bomo v obletnici zopet dobili v tako nekaj. Veseli me, da smo res v velikem številu, predvsem z inštruktorji jadralnega letenja, ki ste ambasadori na splošno letenje in širjenje letalske kulture, predvsem z mladimi. Upam, da vam bo to srečanje danes pripomoglo k temu, da bomo izmenjali čim več izkušenj, pridobili nova znanja in to delili med mlajše kandidate in pilote, da bo to res najlepši del vsega letenja še naprej živel. Tudi naš klub je temu zelo naklonjen. Tudi zato imamo take velike učilnice, da bomo lahko izmenjavali izkušnje tudi med klubi, med sabo in vabljeni kadarkoli tudi k nam in upam, da je to tradicionalno, da se bo to še ponavljalo. Želim vam čim več doseženega znanja danes in izmenjave izkušnje in seveda predvsem varno in uspešno letenje. Hvala. Ja, dober dan. Najprej se ne predstavim, jaz sem res Veronika, ampak mislim, da smo se videli 2014, vsaj za 4 ali 16 bilo. Drugač sem kirurg v bolnici Celje, pa tudi letalski zdravnik. Zahvaljujem se Tedija za povabilo v ta elitni klub, ampak zahvaljujem se mu dvakrat, ker me je Ornik namočal. V bistvu, ko sem tole pripravljal, v bistvu več predavanja pripravljam taka druga, kak mesec dni. Torej sem rabo 2 meseca, da sem so literaturo zbral, pregledal res zelo veliko gradiva. Tisto, kar se mu še pa ekstra zahvaljujem, je pa to, da sem se, ko sem pripravljal predavanje, marsikaj prepoznal. Tretja zahvala gre pa za to, ko verjetno, kar boste slišali, se pa 15 minut ne boste hoteli z mano nič pogovarjati. Zvanjanje pilotov. Zdaj, po teh registrih, kar sem uspel najti, je trenutno najstarejši registriran pilot ameriški, 102 leti šteje, Jack Hemmings, še aktivno leti, medtem ko jasi nisem uspel najti podatka. Zdaj, vsi mi se staramo. Tisto, kar nas skrbi, pa kar pravzaprav je družba napovedovala, so te demografske krivulje, namreč iz neke srčaste oblike, kjer je bila tukaj največja starost okrog 60 let, je zdaj zvonasta oblika, velja in za Evropsko skupnost in za Slovenijo, kar pomeni, da se prebivalstvo stara. Napoved je, da bo leta 50, 20%, 1/5 starejšega od 70 let. Še razmerja, in ta ista preslikava gre tudi med pilote. Podatki so sila skopi. Noben register, niti EASA, niti Ameriška asociacija, nima pravih podatkov. Zgleda, da je težko registrirati. Še največ zbrani Američani, ampak enako velja. Prvi razred je pač mora biti register za predstavljanje pilotov in starostne omejitve. Vsi veste, da se zakonodaja spreminja, da je zdaj v veljavi, da za prvi razred ni več omejitev 60, pač pa 65 let. Za drugi razred pa pravzaprav omejitve ni. Struktura se spreminja. Zelo veliko je pilotov nad 70 let, medtem ko tukaj so jadralni piloti, tukaj pa praktično nobenih researchov delenih, nobene literature, nobenih podatkov, ko bi jih lahko smiselno uporabljal, ampak kljub vsemu bomo na koncu verjetno videli, kje smo, kaj sploh je staranje. Zdaj, takole, ker je fajn, da se pogovarjamo, a se kdo med vami tudi stara? Ne, itak. Kje pa? Črnjaki se zadnji. Dobro, srednji leta centek imamo kolegico eno damo, veš nekaj, kaj je starost. Da so vedno malo alfa samci, ampak videli bomo, da se stavljci v strukturi glasno razlikuje. In to je en takih testov, ko pravzaprav, če ne prideš čez polovico, bi našel naprej na oceno
svoje kognitivne zmožnosti. To je ta nekezlo, da se še drugi vedeti, zakaj gre. Številke opisuješ na mesto, oziroma simbole na mesto številk. Nekje do sem ne možeš priti, če je to manj, si potniki poprečen, če si več, si dober, ne? Ampak, evo zdaj, skoraj minuta je že konc. Še nesreča letalska, ne? Kaj se je pokazalo? Da starejši piloti niso bili razlog letalskih nesreč. Slo manj kot mlajši, ne neposredno razlog. Pozitivno vpliva manj nesreč bo, če je pilot izkušen. Ni pa dokazal, da bi starost v tistih, ko so jih post-vestoma ne gledali, starejši piloti niso povzročili več nesreč. Pač pa, pogosteje so udeleženi neuleteni starejši piloti z manj urami na leta in pa boljši performance imajo starejši piloti z veliko urami na leta pa dobro uleteni. Zopet sami moramo poskrbeti, da gremo kritično leteti. Na vse povedano, kakor so priporočila redni pregledi, pa ne pa letalskim zdravnikom, pa svojim zdravnikom. Zdrava prehrana, to lahko naredimo, gibalne sposobnosti lahko tudi poskrbimo, ne? Dajmo načrtovati krajše leta, ne 3 ure, zato bomo preveč utrujeni. Vsako leto si dajmo prvošiti 1 ali 2 leta z inštruktorjem, zato da obnovimo naše sposobnosti in pa če seveda dajmo najti kamerada, ko bi zelo vsega, ko je tudi pilota, ne? Pa si imamo manj dobila naloge za vse leta. To so splošna priporočila, pa ta I'm safe, ne? Vse od tega to verjetno ste videli in to zelo priporočam. Zdaj pa moja lastna priporočila, vsem vam pa se pa, ne? Ko si star 60, nikoli ne pejte in WC-ja, nikoli ne zaupaj prco, pa nikoli ne ignoriraj ene erekcije. Kaj da, 3 generacije, ne? Ampak mi ne rabimo, rabimo očale zabrati, je pa res, da že dal tudi monace. Hvala lepa za enkrat, če imam kaj tako. Na hitro bomo pregledali našo vitlo, v bistvu nekaj malo bomo povedali o zgodovine, kako smo mi sploh prišli do vitle, v bistvu skozi čas, potem pa si bomo tudi pogledali še nekaj nevarnosti, nekaj v bistvu postopke, ki ravno se ne srečamo z njimi vsak dan. Zdaj pa imam najprej eno vprašanje, koliko pa še sploh ni letelo z vitlo? V bistvu kdo ne pozna vitle? En? Kaj kdo? 2? Postavite vsi že letele. Imate tudi vsi pisano, da lahko letite z vitlo, še kdo tak, ki tudi tega ne sme? Jaz imam pisano, pa sem večer. Ej, hvala vas je, ok. V bistvu vsi poznate, kaj je vitla, kak leteti na njo, koliko letno. Danes se bomo bolj posvetili v bistvu tem temam, torej v bistvu nakup vitle v Aeroklubu Ptuj, potem število štartov, ki smo naredili na leto na splošno malo vitla, potem pa pravilno ravnanje z vitlo, pravilno letenje na vitlo, nevarnosti pri izletu z vitlo in pa nesreče, ki bi se lahko v bistvu pripetilo. Zdaj najprej, kot kratek uvod, prednosti. V bistvu letenje na vitlo je zelo varno. Ampak tu je poudarek, če se v bistvu izvaja pravilno. Poteka v bistvu zelo hitro, v bistvu v 40 sekundah lahko pridemo na 400, 500, tudi 700 metrov in naredimo lahko ogromno štartov, dosti več, kot bi v bistvu lahko naredili z aerobrekom. Zdaj, pospeški so tam nekje do 1,5 G in v bistvu je tudi zelo cenovno ugoden način zleta. Ravno zaradi tega, ker je cenovno ugoden, lahko v našem klubu naredimo toliko več štartov. Zdaj, ima pa tudi neke omejitve. V bistvu, omejeni smo na kakšno višino lahko pridemo, zaradi tega krkoštrika imamo v bistvu potegnjenega iz vitle, tako visoko lahko bi se damo na polovico, pa še malo štejemo, torej omejeni smo na višino, na katero lahko pridemo. Omejeni smo za lokacijo, pomeni v bistvu tam, kjer je vitla, tam lahko tudi potem poletamo. Potrebujemo v bistvu več ljudi, kot bi bilo potrebno pri aerozapregi in pa steza mora biti suha. Ravno zaradi tega, da se v bistvu štriki vrvi ne zmočijo. Zdaj, je sploh v bistvu letenje na vitlo varno. To je v bistvu ena raziskava. Po 15 letih, tam med 1975 in 1990, vidimo, da je bilo kar nekaj nesreč.
V bistvu z leti pa so se te nesreče zmanjšale. V bistvu smo začeli bolj raziskovati, kako pravilno leteti, kaj je treba biti pozoren. In na tak način v bistvu lahko rečemo, da je vzlet na vitlo zelo varen. Zdaj, malo časovna os, kako smo mi začeli z vitlo. Prva vitla je k nam prišla 10.10.2014, v bistvu Hercules 4, ki je spodaj na slike. In potem smo to vitlo čez zimo, čez leta 2014 do 2015 tudi obnovili. Moje ime je Erasmus, ker je danes pustna sobota in ker živimo v tak pravličnem času, da nam vsi vse posod pravljice razlagajo, pobez tudi s pravljice, začel to predavanje, zato da pridemo do imen. Torej, pred davnimi časi, ko je bilo na meni bistveno manj sive barve, smo imeli ravno to na pustno soboto slovenski jadralci smučanje na Pohorju. In zdaj zaradi vsega se ne spomnim zaradi oddaljenosti dogodka, ampak vem, da smo končali na Koroškem radio, kjer sem jaz predstavljal pustno masko Kondorja. Zdaj, veliko let kasneje smo ugotovili, da v bistvu Kondor sploh nisem bil jaz, ampak je bil Uroš Bergant. Jaz pa sem potreboval še kak desetletje ali pa malo več, da sem v bistvu bil jastreb, ali po angleško hawk. Torej, danes vam bom predstavil hawka, najnaprednejši variometer ali pa inštrument v jadralnem letenju. Zdaj veste malo v imenu. Gremo naprej. Seveda se je potem pojavila elektrika. Tu je v našem klubu se šolal mlad, mislim, šolo se je že bistveno prej, ampak v tem času je bil mlad nadobudni študent elektrotehnike, Črt Rojnik, za katerega lahko rečemo, da je zagotovil oče moderne inštrumentacije v jadralnih letalih in on je za svojo diplomsko nalogo naredil prvi električni variometer. Tu v sam koncept delovanja ne bi šel, mogoče edin zanimiv pride do imena Elix, vsaj, če se prav spomnim, pač so si pogledali, mislim, da so ena švicarska firma Pirol so delali variometre in je Črt si ogledal, kak je senzor za merjenje pretoka zraka v tem variometru. In na pismu senzora ali pa na vezu je pisal Elix. In od tam naprej se vleče zgodba Elix inštrumentov. Te senzorje so potem delali tukaj sami doma. Jaz se spomnim, to je čas, ko sem jaz prišel v klub. To je bil naš kolega Jani, jih je nabijal, naredil vse razne priprave, s katerimi je lahko naredil natančen tak senzor. Ampak dajmo se pogledati, kaj je bila v bistvu največja dodana vrednost električnega variometra. Električni, to je bil zvok. In sicer zvočni signal, da nam ni treba gledati v kokpit, pa vseeno imamo občutek, ali se dvigamo, ali se spuščamo. To je za moje pojme eden izmed največjih preskokov in hud safety v jadralni aviaciji, da imamo zvok in da na podlagi zvoka lahko vemo, ali se zrak spušča ali dviga. In pa prišlo je do hude spremembe na področju senzorjev s tako imenovano MEMS tehnologijo, kjer so mu lahko že dobili
miniaturne senzore, s katerimi smo lahko merili tlak izjemno natančno, se pravi z natančnostjo manj kot 1 cm višine. In vse to je omogočilo razvoj naslednje generacije inštrumentov, tu od leve proti desni so našteti Vario unit od LX5000, pa potem Sanderjev variometer, ki je imel mehanski kazalec, tisle rdeč, pa angleški oziroma ameriški instrument Cambridge 320 spet z mehanskim kazalcem in pa V5 variometer, ki je bil naš produkt. Mi pa smo postavili idejo, da v bistvu lahko vertikalno hitrost tudi zaračunamo iz pospeška z integriranjem pospeška s časom. In to so bile osnove za, se pravi, osnovna ideja za razvoj HOK-a. In tako pridemo do druga dela mojega predavanja, in sicer kako je nastal HOK. V bistvu, tu se moram spet črto zahvaliti, da smo se mogli preseliti v druge prostore. Preselili smo se v eno 10-nadstropno stolpnico, ki pač je imela dvigalo. In to dvigalo smo izkoriščali na polno, da bi lahko testirali to, se pravi, to metodo merjenja vertikalne hitrosti z pospeškom. Postavili smo si dvigalo malo nizco, vse naprave gor in če si zdaj ogledam, smo rekli, da bomo dali en alarm, da bo piskal. Smo rekli, ja fajn, še en pisko, ali jo noben poskočil. Tako da smo v bistvu potem prišli na vibrator. Se pravi, neke nizke vibracije, takle si ga okoli noge dal, mislim, to je bila vse osnovna ideja, da si daš okoli noge dal, da ti začne ti zvibrirati. Bajek puncam je bilo zelo všeč. Še kako vprašanje. A ste tudi zraven pri tem fly-by-wire projektu? Ne, tu pa nismo čisto zraven. Se pravi, Nexus. To je še ta, v bistvu, v napačno smer za moje pojme. Se strinjamo, da ne bo treba pilotu noge dati, montret, ampak vse je to zredno. Mislim, kjer smo mi sodelovali zraven, so bili električni flapi in je bil v bistvu ta projekt, da bi flape tudi na avtomatiko menjavali, ampak je v bistvu po FAI pravilu velja, da ti ne smeš nikakršne električne pomoči, aktivne električne moči, ki bi povečevala zgobo. V bistvu menjavanje flapov je že, tako da smo ostali na tem, da je to pač samo za tiste pilote, ki so handicap. F-16 ima to, ne? Ja. Vidite, povej. Kater kazalce je zdaj vezan varjo? Prosim? Dva kazalce sta, ne? Ja. Tega ste vezan varjo. V bistvu zvok si lahko nastaviš ali na HOK-a, na enega ali na drugega, s tem, da jaz priporočam, da ko letiš v načinu preskoka, je to lahko vezan na moder kazalce, prav na HOK-a, ko pa krožiš, mora biti pa absolutno na rdeč kazalce. Zakaj? Absolutno. Zaradi tega, ker vsem prihaja do manjših razlik in enkrat, ko si ti stabilni v kroženju, je, se pravi, variometer totalne energije, ki bo zagotovo kazal, da se dvigaš ali ne. Sploh pri šipki. Jutri tu, če ne moraš pregovoriti. To se zna zgoditi. Ok, bom prav videl na glas. Če postanem sramežljiv pa tih, me še enkrat spomnite, da sem malo godaj. Torej, kdo smo mi in kaj počnemo? Podjetje Prediljen je bilo ustanovljeno 9 let nazaj v Zürichu. Imamo še eno pisarno v Ameriki, ki se ukvarja bolj z marketingom, eno v Rigi, kjer delajo vsi naši notatorji. To so tisti, ki na
posnetke, ki jih mi naredimo s kamerami, rišejo kvadratke in potem označujejo, to je letalo, to je pes, to je hrib, bomo šli do tega kasneje. In pa glavna pisarna v Zürichu, kjer se dela več razvoj. Imamo 150 zaposlenih, zato kaj raznovrstnih vzadnjih, večina naših programerjev je bivših Googlovcev in pa SpaceX ljudi. Naša vizija pa je torej, naša vizija pa je, da torej v aviacijo pripeljemo umetno inteligenco. Zdaj pa začetek, kaj je umetna inteligenca. Še eno pravičilo, veliko stvari v angleščini, jaz se bom potrudil, kar se da lepo te stvari po Sloveniji, že tak mal neroden prevod se za to naprej opravičujem. Torej, v umetni inteligenciji slišimo veliko stvari zadnje čase, praktično nas bombardirajo s tem, kupiš nov telefon, mora imeti umetno inteligenco, kupiš nov hladilnik, mora imeti umetno inteligenco. Realnost je, da bo tega v prihodnosti vse več. Vedno več naših vsakodnevnih nalog bo nadomestila umetna inteligenca. Samo po sebi pa umetna inteligenca v bistvu je tak zelo marketinški izraz, ki opisuje razvoj računalniških sistemov, ki lahko upravljajo naloge, za katere smo do sedaj potrebovali zastarelo človeško inteligenco. Primer učenje, sklepanje, reševanje kompleksnih problemov in tako naprej. Te naloge lahko umetna inteligenca rešuje veliko bolje kot človeška inteligenca in to izmerljivo bolje. Torej, mi lahko numerično dokažemo, da je umetna inteligenca hitrejša in bolj zanesljiva. In ravno zato mi verjamemo, da jo lahko tudi certificiramo v aviaciji. Večina ljudi, ko prvič omenimo to, ker radi bi dali umetno inteligenco na letalo, če zelo poenostavim zadevo, pomisli na avtonomijo, torej na potniška letala, ki letijo sama brez pilotov zadnjih, je pa 50 potnikov, ki je v bistvu tam na milost tega, ali bo računalnik deloval kot je zasnovan. V prihodnosti nekega dne da, to je končni cilj, ampak trenutno smo še zelo oddaljeni od tega in smo res veliko korakov stran še. Trenutno mi uporabljamo umetno inteligenco kot pomoč pilotov, kot računalniškega kopilota, ki pilotu asistira in mu olajšuje naloge, ter pa preprečuje njegove napake. Zdaj en tak hiter presek umetne inteligence. Torej, kaj je umetna inteligenca, sem že omenil. Machine learning ali strojno učenje je podskupina umetne inteligence, gre pa za učenje algoritmov, da lahko le-ti potem naredijo neke predikcije ali sklepe. Znotraj tega, na podlagi določenih vhodnih podatkov. Ena pomembna stvar pri certificiranju umetne inteligence je, da je prediktivna. Torej, če bomo mi dvakrat dali not isti podatek, popolnoma identični podatek, moramo dobiti dvakrat ven identični rezultat. Znotraj tega imamo potem nevronske mreže. Gre pa v bistvu za posebna vrsta teh machine learning algoritmov, katerih struktura je zelo podobna nevronskih mrežam v človeških možganih. Posebno učinkovite so za reševanje problemov, kot je recimo prepoznavanje zapletenih vzorcev, še posebno v slikah in pa v govoru. Znotraj tega imamo potem te large language modele, to recimo te se uporabljajo za generiranje naravnega človeškega jezika. Primer, če ste kdaj videli kak YouTube video ali pa TikTok ali pa Instagram, ko nekdo govori s takim glasom, da se mogoče ne sliši čisto človeški. Zato se uporabljajo te large language modele. Potem imamo generativno umetno inteligenco, ta se uporablja, da mi generiramo neke nove vsebine, ki prej še niso obstajale. Najbolj znan primer tega je ChatGPT, torej imaš naslednji dan spisi slovenščine, za katerega nimaš pojma, o čem se gre, zapiši v spisu Francetu Prešerno in kaj dela v prostem času in bom, generativnem AI, ki se
že ven nekaj. Potem imamo pa še konvolucijske nevronske mreže. To pa je to, s čem se mi ukvarjamo. In le-te pa se uporabljajo za procesiranje in analizo vizualnih podatkov, oziroma v tem so še posebno dobre. Delujejo pa nekako kot filter, torej iz vhodnih podatkov izvlečejo rezultate, ki nam jih potem predstavijo. No, to je bila ideja, torej mi damo inteligenco v letalstvo, zato kako dejansko to naredimo. Razvili smo Lumina Mista Visual Awareness System. Zdaj, Awareness System je ena taka stvar, ko sem se včeraj nekaj časa spraševal, kako je lepo prevediti sistem zavedanja. Torej, gre za skupek funkcij, ki pilotu olajša letenje. Vsak pilot se med letenjem zavedno ali nezavedno konstantno sprašuje ta tri vprašanja. Kje sem, torej navigacija, kam lahko grem, kaj je pred mano, torej ali imam pred Ste pripravljeni? Jaz sem Miha, če me kdo ne pozna, in vam bom nekaj malega povedal danes o svojem obisku Nove Zelandije, kjer sem bil leta 2023 kot jadralni inštruktor. Zdaj, namen tega predavanja je tak iz dveh delov, v bistvu bolj sestavljeno. En del je predstaviti vam v bistvu fantastično izkušnjo, ki jo lahko ima vsak jadralni inštruktor iz Slovenije, če se odloči iti ponoviti tako zadevo. Po drugi strani pa se mi zdi zelo pomembno, ker smo na seminarju jadralnih inštruktorjev, da tudi predstavim par zelo dobrih praks, ki se mi vidi spodaj, pa jih tudi poskušam aktivno vključiti v proces šolanja v letalskem centru. Mogoče tudi vi najdete kako dobro idejo v tem noter, ali pa skupnost kot celotna. Ker se mi zdi, da so dobre ideje vedno vredne, da jih delimo, in iz takih izkušenj se mi zdi, da se tudi inštruktorji lahko dosti naučimo. Zdaj moj obisk Nove Zelandije je prišel tako malo nepričakovano, ker sem čisto po naključju videl eno povpraševanje, ki ga objavlja Letalska zveza. In to je šlo za en klub v Aucklandu, jadralni klub, ki je iskal kot že leta prej v bistvu jadralne inštruktorje, da pridejo pomagati pri njihovem šolskem procesu čez njihovo poletje, kar pomeni v roku naše zime, od januarja do nekje aprila. In se mi je zdelo zelo zanimivo, na faksu sem si lahko takrat vzel kraj, pa sem šel provat. In izkazalo se je, da je to izjemno dobra izkušnja, pa taki win-win situacija za oba deležnika, se pravi za gostujoč klub in pa za inštruktorja, ki pride k njim poučevati. Zaradi tega, ker inštruktorji, ki pridejo dol, so običajno delovni in tudi imajo interes potem, da tam letijo. Klubi pa v zameno dobijo to, da jim lahko njihova operacija šolska teče čez celoten teden. Se pravi, letališče je lahko v bistvu odprto 7 dni na teden, celo poletje. Kar se lahko predstavljate tudi, kaj bi v vaših klubih pomenilo, če bi imeli to možnost. Običajno klubi v Novi Zelandiji v bistvu klubi to prakso uporabljajo že kar nekaj časa, preko 15 let se mi zdi. In se kaže vsako leto za letom kot zelo dobra, zaradi tega, ker ne samo, da inštruktorji pridejo, pa tam pustijo dosti ur dela, ampak tudi prinesejo sabo svoje znanje, ki ga je v Evropi dosti. Tudi Slovenci smo zelo, se mi zdi, koliko sem videl, nadpovprečno izobraženi v jadralnem letenju. In oni tudi crkajo to znanje in se mi zdi, da je tudi njihov nivo jadralnega letenja prišel na malo višjo raven, potem, ko so začeli uporabljati ta sistem. Običajno prideta 2 do 4 gostujoči inštruktorji na sezono v posamezni klub. Večina klubov na Severnem otoku se ukvarja s tem sistemom, tako da tam je to precej pogosto. In pa tedenske operacije, se pravi od ponedeljka do petka, vodijo običajno ti inštruktorji, ki so tam na gostovanju, ponavadi iz Evrope. Vikend operacije pa vodijo lokalni inštruktorji, pa lokalna zasedba, se pravi tudi ti gostujoči inštruktorji imajo možnost v tem času se malo odpočitati, pa iti okoli po državi pogledati.
Zdaj, jaz sem svoje gostovanje opravil v Oplenskem jadralnem klubu, ki je popolnoma jadralno letališče, se pravi, tam razen par privatnih letal ni nič razen jadralnega letenja. Trenutno imajo približno 90 aktivnih članov, bili so zelo prizadeti od korone, tako da takrat, ko sem jaz bil tam, je bila ta številka malo manjša, ampak se je zelo hitro spravila nazaj gor in tudi imajo velik podmladek. Njihove šolske operacije, jaz mislim, da smo takrat sporedno šolali približno 15 do 20 učencev, kar brez pomoči tujih inštruktorjev niti ni izvedljivo. Tako da za njih je to nujna stvar. In pa ena posebnost v Novi Zelandiji, velika večina klubov ni lastnikov svoje zemlje, se pravi, da najemajo letališče, na katerem letijo. Lahko si predstavljate, kaj to pomeni glede stroškov letenja. Letenje je predvsem manj dostopno, kot je to pri nas v Sloveniji. Pa tudi, ko boste bolj iz slik videli, sami pogoji oziroma recimo temu infrastruktura, ki jo imajo klubi na voljo, je precej na zmanjšanem obsegu v primerjavi s tem, kar imamo tu pri nas. Sploh pa, če gledate recimo predavalnico, že v kateri smo zdaj. Bonus tega kluba pa je, da je zelo blizu 2-milijonskega mesta, tako da klientele je bilo tam dovolj. Zdaj, par slik iz letališča, tak sončni vzhod, se ni bilo kaj za pritoževati, zelo lepo. In to je bil njegov hangar, jadralni, taka montažna stavba, se pravi nič posebnega, nič fancy. Avioni so bili zelo dobri, pa zelo raznoliki. Bilo je vse od 13,5 metrskih PV5 pa do duotisov, pa zdaj imajo še enega, tako da kar lepo pokrije cel razpon. Za vlečno letalo pa uporabljajo še zdaj 260-konjskega polnja. In to preprosto iz tega razloga, ker je letališče omejeno na kilometrsko stezo in na eni strani ima zelo neprijazen teren, na drugo stran pa je hrib. In v obe strani je treba priti ven, koliko se da hitro, pa z čim večjim kotom spenjanja, da se lahko jadralci vrnejo nazaj na letališče, v primeru, da pride do česarkoli. Tako da to. In zdaj za primerjavo tega, ko pogledate po svojih klubih, kakve imate vi prostore, pogledajte, kaj je klubska hiša v Aucklandu. Celoten klubski prostor, grem se staviti, da je manjši od te predavalnice, kateri smo zdaj noter. Pa je tam aktivnih 90 članov, pa se mi je zdelo, da sem se počutil izjemno domače, zaradi tega, ker je pa vse, kaj rabiš. To je recimo 2 kuhna, ki smo jo uporabljali tam. Pa seveda. Tako da, neki feeling take sprejetosti je bil že iz čistega štarta. Bomo se potem v Aucklandskem klubu še malo vrnili, pa si dajmo pogledati najprej čiste osnove v državi, tako da boste malo razumeli, zakaj je tam letenje toliko unikatno. Nova Zelandija kot država je razdeljena na 2 otoka, na severnega pa južnega. In tako samo za predstavo, že ta 2 otoka sta več kot 1500 km stran od Avstralije, tako da to je izjemno izolirana država, in iz vseh smeri pač obdana z morjem. Otoka si pa med sabo ne bi mogla biti bolj različna, čeprav sta tako blizu skupaj. Severni otok je, kot boste videli na slikah kasneje, je precej bolj ravninski, z dosti gričevja, gozda, itd., z parimi osamelci, v bistvu vulkani na sredini. Medtem ko južni otok pa je tako, da bi gledal slike francoskih Alp, praktično ni neke razlike. Najvišji vrhovi so daleč preko 3000 metrov, tako da kontrast je neverjeten tukaj. No, jaz sem svoje letenje opravil na severnem otoku, južni otok, pa upam, da še mogoče enkrat v prihodnosti. Zdaj to je taka reprezentativna slika severnega otoka, teren tak, kot ga v okolici Aucklanda vidiš, ali pa tudi, če greš na južni del severnega otoka, približno to pa je slika južnega otoka. Zdaj. Pozdravljeni, evo še za konec, prvo biti keramik, da veliko viši gor iz vodnega štuka. Jovane se prosi, da bi predstavil en jadralni dogodek, ki sem bil pred kratkim, je bilo malo nenavadno, da se je presenetilo in je nekaj novega. Že srečali smo se z zaledenitvijo jadralnega letala
In to do take mere, da je vodilo do drastičnega poslabšanja performans letala in je vodilo do prisilni izven letališki pristanek. Oddali smo flight plan, kar se tudi pokazala kot dobra praksa za jadralno letenje, ker nam omogoča ful lažjo komunikacijo z kontrolo, tudi kontrola z nami veliko lažje, ker ima vse podatke od nas. Pričakovali smo nizke temperature, teda smo se dobro pripravili. Pošlepalo da je ultra lahko letalo, sem rekel precej visoko. Štartali smo nekje krati z mariborskimi prijatelji, nekje okoli pol 12, prej ni bilo vetra, tudi tu nismo bili še čisto ziher, tako da smo malo tipali po padini, smo se malo podružili. Vsake toliko, ko sem ga vprašal Damjana naprej, koliko je zdaj temperatura, mi je vedno rekel -18, tako da lahko da se zataknilo, lahko pa da je pač se spreminjala vlaga, pa je pač to vplivalo na občutek mraza, je pa bilo zelo hladno. Na Pohorju gor se je naredila ena kapa, se je skazalo za v bistvu valovni oblak, spodaj pa so bili taki rotorni oblaki. Za v senci tega oblaka je bilo precej hladno in pač v dvosedu se lahko igraš tudi malo z spremljanjem ostalega prometa in SkySight napovedi, kjer je kazalo, da bi naj na dolinu bil val, ker smo bila itak na Jadranu, ampak je že to trajalo skoraj 4 ure, smo šla tudi to probat, je delovalo, smo prišli na rob te kape. Ta let je se pojavil, pa je počasi malo zginil, tako, če smo se malo na sonce postavili, je ta let začel zginjati, če smo bila v senci, pa se je malo začel nabirati, to smo malo kasneje potem videla. In ura je že bila tam nekje proti 3. popoldan, kar je kazalo, da bomo počasi se pripravljali na povratek. Idejo smo imela, da še enkrat potnemo na valo in se potem počasi odpeljemo proti Ptuju, ker smo vedeli, da ne čaka še planiran let. Želela smo priti pravočasno domov, da bomo še presvetljen razstavila. In na kar opažamo, da je letalo vedno bolj ledenelo. Na začetku smo se še malo pohecala, da še malo pa smo lahko naredila snežaka, na kar smo vseeno videla, da tega leda res že malo dosti. In smo se odločili, da raje zapustimo dviganje in da gremo iz tiste sence na sonce, da gremo utaliti letalo, potem pa bi šla domov. In ko smo se pelala, zato je bilo tudi na leto, mogoče malo ni logično, smo se ne predpelala pred Slovengradco, ampak to je bilo zato, ko smo se pelala na sonce, da bi utalila krila. To je bilo tako, da ko smo videla, da gre dol, smo rekla, ok, gremo mi dva proti Mariboru, ne? Smo rekla, ok, imamo Mariboru alternativo, oziroma tako, neprej smo hotela iti domov, pa smo videla, da gre, če bo šlo tako dol, ok, bomo šla pa v Maribor pristajati. Maribor smo imela za alternativo. V parih sekundah smo videla, da tudi Maribor ne bomo dosegla. In v bistvu je bilo Lorenz edini izhod v sili v tistem trenutku. Bom rekel tudi tako, da tudi Lorenz je bil nekaj časa tako po občutku slabo dosegljiv. Zaradi tega, ker tiste smreke v Pohorja so samo lezle gor, mi dva smo lezla dol, letalo je bilo zelo tromo, spremenilo je zvok, tako da nisem upal biti prepočasi, ne prehitro. Več čas je imelo tendenco, da bi dvignilo nos, tako da spomnim se tudi, da sem mogel palce kar precej prišati naprej, tako da zanima, ali to je bila kriva aerodinamika ali je bilo toliko teže leda, ker koliko smo računala po površini aviona, pa to načeloma težo naj ne bi bila kritična, ki bi naj prevagala, ampak vseeno pač letalo je bilo v takem položaju, se je kar precej hitro spuščalo, tako da je, bom rekel, da je situacija postala zelo resna, no? Tako v zelo kratkem času. Zdaj po pristanku seveda takoj sledi klicanje po telefonu, zapiranje flight plana, organizacija zemeljske ekipe. Zemeljska ekipa je, ta dan je nismo imela čisto fiksno pripravljeno, smo pa imela tisti, ki so nam zjutraj pomagali, so rekli, če utarabla pokličite, ne, zdaj prijamo do tega, pazi, kaj si želiš, ker se lahko uresniči, ne, tako da ta ekipa potem je res šla po maju, da smo to odlihtala. Ta dan smo bila, tako kot smo že rekla, malo deležna različnih komentarjev v klubu, tako pohval kot tudi kritik, predvsem od pilotov, ki niso vedeli, zakaj se gre, celo neke špekulacije, da smo leteli v oblakih, pa tako, ampak jaz znam zagotavljam, da ne letimo v oblakih, tudi letalo ni opremljeno za letenje v oblakih, tako da temu zagotovo ni bilo tako.
Škaj, ena misel, ki jo imam, je, da bi bilo zanimivo zračunati, koliko ledu imaš lahko na repnih površinah, da imaš CG toliko od zadaj. Ne? Spravi, ti si lahko imel ful repno težišče. Ne? Ja, 5% taki avion, da ima v bistvu ogromen, prvo A ima ogromen rep, B ima dva repna rezervarja, ima za kompenzacijo vode, pa še za kompenzacijo vode v krili. Spravi, mislim, dva ima za kompenzacijo teža pilotov, pa kompenzacijo vodnega balasta, dva ločena. In oba dva sta bila prazna. Tako da letalo je bilo načeloma na prednji centraži. Zdaj to poročilo, ki smo ga napisali, jaz sem ga malo poslal parim generalnim prijateljem, tako da ne vem, če ga kdo nima, lahko reče, pa mu ga še pošljemo, si ga lahko celega prebere, ki smo ga naredili za klubske potrebe. Zdaj, kako se temu izogniti, seveda probamo zdaj z tega neki nauk potegniti, da bi se zgodilo, potem smo naredili analizo, zdaj pa probamo narediti neki nauk, da bi se temu izognili, in to je tudi ena izmed točk mogoče danes, da smo bolj varni jutri. Če se že pojavi ta poledenitev, se moramo iz tega področja obmakniti. Zdaj pravi aviacije imajo tako, ali greš nad tisto področje, pri nas za zdravno letalo to ni spremljivo, se pravi, se probamo spustiti pod to področje. Zdaj probamo čim prej oditi z te poledenitve, da smo čim manj časa na tem področju. Zdaj, če že letimo, moramo leteti preudarno, ne prehitro, ker ga bomo zabrali še več, pa ne prepočasi, ker se zmanjšuje vzgon na letalo, se pravi, moramo tudi to paziti. Če se let že nabira, se izogibajmo ostrim zavojem, premale hitrosti, ker letalo nima takih performans, kot je imelo predtem. Tudi če bomo morali pristajati s takim letalom, imamo neko rezervo hitrosti. In če zaključimo, pa mogoče to z neko tako mislijo za našo športno aviacijo, ker nimamo de-icinga, pa tudi to bi jaz rekel, da najboljša zaščita za poledenitev je pilot, se pravi, mi smo tisti, ki take situacije probamo uvideti. In če že vidimo, da se let nabira, se omaknemo. Če let ne popusti, ko smo se omaknili, pa probajmo pristati čim prej, dokler še lahko. Videli ste v našem primeru, kako hitro se zadeva pokvarila, mi smo najprej mislila samo malo se iti posušiti. Na koncu smo pa komaj do terena prišla, se lahko zelo hitro konča kako drugače, tako da se res rejši pristavimo, pa gremo naslednji dan zopet leteti. Tako da, evo, jaz bi s tem zaključil. Želim vam veliko lepih pa varnih pristankov, pa ne glede na to, kje. Hvala lepa za obisk. Priznanja oziroma papiri so tam zadnji, tisti, ki ste se prijavili, tisti, ki vas ni prijavili, vidite do mene, da jaz vam papir napišem. Spodaj vas pa kosilo čaka. Hvala. Zdaj se najbolj glasno ploska. Ja, ne?